Danes se podajamo na prav poseben ogled v penthouse iz leta 2060. In to, kar bomo videli, ni samo neka znanstvena fantastika. Ne. To je vizija, ki temelji na res podrobnem spekulativnem oblikovalskem dokumentu. Tako da, ja, pripravite se. Skupaj bomo vstopili v prihodnost. Torej, lokacija New York. Leto 2060. Smo v Manhattanu, ki je, povsem drugačen. 60 let po ene ključni prelomnici v naši zgodovini. Mesto se ni samo prilagodilo na dvig morske gladine, ne. Šlo je korak dlje. Dvignilo se je, zraslo je navzgor in se, resnici na ljubo, preoblikovalo v nekaj, kar si danes težko predstavljamo. Naš cilj pa je sam vrh. Govorimo o 820 metrov višine. To je stolpnica One Hyperion. In mi se odpravljamo v stanovanje, ki zaseda čisto celotno najvišje nadstropje. Samo zase. Dobro, predstavljajte si tole. 820 kvadratnih metrov popolnoma odprtega prostora. Brez ene same notranje stene. Samo neprekinjen 360-stopinski razgled. In kakšen razgled? Res od Battery Parka na jugu do svetlobnega oceana Midtowna, dronov, ki osvetljujejo Central Park in reke Hudson, ki se lesketa kot tekoče zlato. Noro. Ampak veste kaj? Ta dom ni definiran samo z razgledom, pa čeprav je osupljiv. Ne. Njegovo pravo srce je nekaj povsem drugega. Nekaj, kar je kvantno. In ja, zavestno. Poglejmo, za kaj gre. In tole je Main Mike. Ne, to ni samo neko krasni steber, niti približno. V tem 4,5 metra visokem stebru iz sintetičnega safirja se skriva kvantni optični procesor. Kaj to pomeni? Zamislite si ga kot super možgane, ki za računanje namesto elektrike uporabljajo svetlobo. Zato ima skoraj nepredstavljivo moč 12 exaflopsov. To je fizično sidro doma, ki je sicer večinoma v oblaku. Ampak, kar je ključno, se lahko za popolno zasebnost tudi čisto odklopi. Še ena zanimivost, njegov glas. To je edinstvena mešanica glasa lastnika, ko je bil mlajši, in pa glasbenika Briana Ena. In kako komunicira? Pozabite na zaslone. Main Mike uporablja volumetrične plazmeske projekcije. Kaj je to? V bistvu gre za supernapredne tribe holograme, ki se kar prikažejo v zraku. Delujejo kot nekakšen lebdeči vmesnik za informacije. Torej imamo ta ogromen odprt prostor in znotraj njega so urejena, recimo jim, območja za strasti. Visoko specializirana območja, vsako prilagojeno neki dejavnosti. Poglejmo si jih malo pobliže. Na južni strani najdemo livarno. In to ni kar ena delavnica, to je prava industrijska delavnica. Samo poglejte to opremo. 7 industrijskih 3D tiskalnikov, 6 robotskih rok Kuka, pa celo 12-metrski CNC portal. Vse to v okolju, kjer se tla segrejejo, zvok pa je tako pridušen, da se počutiš kot v podmornici. To je res prostor, kjer se ideje dobesedno materializirajo. Na zahodni strani pa popolno nasprotje. Cona imenovana črna praznina. In to ni samo glasbeni studio, ne? To je pravo zvočno vesolje. Predstavljajte si, stene so prevlečene z vanta blekom, najtemnejšo snovjo na svetu, ki posrka skoraj vso svetlobo. Tukaj zvoka ne samo slišiš, vidiš ga, občutiš ga, zahvaljujoč instrumentom, ki jih upravljaš z mislimi in ki se fizično spreminjajo. Gremo naprej na vzhodno stran. Tam nas čaka brezno. In to je domači kino, ki, popolnoma na novo postavlja pravila igre in definira, kaj filmska izkušnja sploh je. Začnimo z zaslonom. Ogroman je, 22 metrov širok, mikro-LED tehnologija. In ločljivost, pripravite se, 32K. Ja, 32K. Ta tehnologija omogoča tisto popolno absolutno črnino in neskončen kontrast. Vizualna izkušnja je tako dobra, da je skoraj bolj resnična od resničnosti. Ampak ne gre samo za sliko, daleč od tega. Izkušnja je popolnoma potopitvena. Poslušajte tole. 640 zvočnikov, nizkotonci, ki so tako močni, da dobesedno čutiš vibracije v notranjih organih. In potem so tu še sistemi, ki simulirajo vse, od puščavskega vetra do vonja po dežju v Tokiu. To je, čutna preobremenitev, ampak v najboljšem možnem pomenu besede. In za konec še severni kot. Za vse adrenalinske navdušence. Imenuje se mreža nič. In tole ni samo igričarstvo.
To je popolna totalna simulacija. Imamo 240-stopinjski simulator s pravim monokokom iz Formule E, pedala, ki simulirajo sile do 8G in seveda namensko sobo za navidezno resničnost. Igra se tukaj spremeni v resnično, fizično izkušnjo. V redu, imamo te 4 cone, vsaka z svojim namenom. Ampak kaj se dogaja v prostoru med njimi? No, osrednji bivalni prostor ni fiksen, zasnovan je kot tekoče, prilagodljivo jedro. Nenehno se spreminja, prilagaja potrebam in trenutnemu razpoloženju. Kako se spreminja? S pomočjo 5 premičnih otokov. Ti dobesedno drsijo po magnetnih tirnicah. Tako je v enem trenutku ta prostor knjižnica, v naslednjem pa postane bar, ki ti na podlagi hormonske analize zmeša popoln gin. To je res vrhunec personalizacije. Potem je tu kuhinja, ki v 7 minutah natisne popolnen vagi zrezek in spalna kapsula, ki optimizira REM spanje. To je prihodnost, kjer sta prehrana in počitek popolnoma prilagojena naši biologiji. Tudi najbolj zasebni prostori so, recimo, nekonvencionalni. Kopalnica je edini prostor z vrati in uporablja magnetno levitirano vodo. Kaj to pomeni? Predstavljajte si, da se tuširate z vodnimi kapljicami, ki dobesedno lebdijo v zraku okoli vas. To je res izkušnja iz nekega drugega sveta. In morda ste opazili, v vsem tem opisu ni spalnice. Zakaj? Ker je koncept fiksnega prostora za spanje tukaj zastarel. Čisto vsaka površina, od kavča do tal, se lahko v trenutku spremeni v idealno ležišče. In to res odraža tisto širšo idejo fluidnosti. Dom ni več samo zbirka statičnih sob, je dinamičen ekosistem. Obstaja celo sanjski stol, ki lahko sproži lucidne sanje kjerkoli v prostoru. Meje med počitkom, delom in ustvarjanjem se popolnoma brišejo. Dober, ampak kaj je tista rdeča nit? Kakšna je oblikovalska filozofija, ki vso to noro napredno tehnologijo drži skupaj? Vse skupaj temelji na estetiki premišljenih kontrastov. Na eni strani imamo surov, skoraj brutalističen beton in celo zgodovinski jekleni nosilec, kos preteklosti. Na drugi strani pa visoka tehnologija. Strukture iz tkanih karbonskih vlaken, steklo, ki se iz prozračnega spremeni v ogledalem delčku sekunde. To je v bistvu dialog med preteklostjo in prihodnostjo, med surovostjo in eleganco. In zdaj nekaj, kar je morda presenetljivo. Ta prihodnost je neverjetno trajnostna. Vzemimo za primer vodo. Vsa voda se reciklira. In to ne enkrat, ampak kar 7-krat. Vse skupaj poteka v popolnoma zaprtem sistemu. Tako da ja, resnično, nič ne gre v nič. In kaj je z energijo? Penthouse je skoraj popolnoma energetsko samozadosten. Fasada je v bistvu en velik solarni panel, tla proizvajajo energijo, ko hodiš po njih, hlajenje pa je pasivno. In končni rezultat? Ta tehnološki biser ne porabi nič več energije kot ena povprečna hiša iz recimo leta 2025. Res impresivno. Vse to nas seveda pripelje do tistega ultimativnega vprašanja. Vprašanja o ceni takega personaliziranega tehnološkega raja. Koliko torej stane takšen dom? No, zanimivo je, da izvirni dokument ne navaja nobene številke v dolarjih, ampak ponuja veliko, veliko bolj zgovoren odgovor. Cena je bila prodaja 2 lastniških podjetij za umetno inteligenco. In ja, prodaja majhne države v metaverzumu. To pove vse, kaj ne? To ni samo dom. To je osebni vesoljski program. To je zasebno vesolje, ki lebdi visoko nad Manhattanom. In na koncu nas pusti z enim samim vprašanjem. Kaj v resnici pomeni bivati v prihodnosti, ko je edina resnična omejitev samo še domišljija?